Popolnoma ravna drža pomeni najboljšo držo. Zdaj, verjetno, ko ste slišali tale mit pri meni, ker zato ste verjetno tudi z mano, veste, da niste čisto prepričani, kaj zdaj pomeni sploh ta popolnoma ravna drža, kaj je mišljeno s tem in pa zakaj popolnoma ravna drža ne bi bila najbolj idealna. No, na tem mestu želim omeniti, da imamo 3 dokaze za to, zakaj to ni idealna drža. Z vami bom danes šla skozi vse te stvari in tudi nagovarjam vas, da če boste imeli vprašanja, dajte mi jih natipkati, ker jaz vaše komentarje vse vidim, torej in na Facebooku in na YouTubeu, pa potem Instagramom posebej odprt, zato da bom stvari lahko lepo normalno prebrala pa pogledala. Tako da, jaz bi kar nadaljevala s samim predavanjem danes, da ne zavlačujem predolgo, ker vidim, da ste vas kar nekaj prijavili, tako da hvala, ker ste z mano. Zdaj zanimajo nas v bistvu te trije dokazi, če lahko tako rečem, zakaj popolnoma ravna drža ne pomeni glih najbolj idealne drže. Zdaj, prva stvar oziroma prvi dokaz, zakaj to ni najbolj idealno je, kaj če vam zastavim vprašanje, zakaj imamo potem mi, naša hrbtenica, zakaj ima krivine, če je pa popolnoma ravna drža najbolj idealna drža. Zdaj, dejstvo je, da naša hrbtenica, če gledamo recimo vratni del, pa tale ledveno-križni predel oziroma ledveni predel, je taka krivina. Torej je ledvena oziroma je tole lordozna krivina, če lahko rečem. Potem imamo pa še drugi del predel, nekateri to tudi zagotovo ste videli, imajo tale del, torej kifozni, oziroma prstni del je pa v obliki kifoze, plus nekateri še trtico smatra v obliki kifoze. Torej, zdaj, če si predstavljamo, naša hrbtenica, torej vrat gre lahko noter, prstni del gre malenkost navzven, pol gre ledveni predel spet navznoter in tale križnica pa trtica v bistvu gre tako spet rahlo navzven. Torej, zakaj imamo mi te krivine? Zdaj, če pogledamo samo funkcijo, kako se knjižno slovensko reče, pedre, vzmeti, evo sem se spomnila. Funkcija vzmeti je, da blaži v bistvu silo, ki prihaja iz ene ali pa z druge strani. Podobno je z našo hrbtenico. Naša hrbtenica ima krivine, zato ker je v bistvu to naš naravni amortizer. Naravni amortizer, da v bistvu, ko mi hodimo, ko mi skačemo, nam hrbtenica pomaga v bistvu prenašati vso to energijo od krivine do krivine. Zdaj pa, kaj se pa zgodi, če bi naša hrbtenica dejansko bila ravna? Če teh krivin ne bi bilo, ali pa da bi bile te krivine v določenih delih zelo izravnane. Zdaj po večjem delu raziskav, seveda govorim ta trenutek, je, da je ta amortizacija veliko slabša. Ne bom rekla, da zaradi ravne hrbtenice potem lahko pride do težav, ker če so mišice dovolj močne, dovolj ojačane, ni nujno, da pride do nekih patoloških sprememb, pa do degenerativnih sprememb, kar itak slej ko prej pri vseh pride, čez leta pozneje, ampak če gledamo res iz vidika tega, da naša hrbtenica ima krivine in pa če recimo v določenih delih nima krivin, je dejstvo, da tam, kjer ni krivin, da je tisti del bolj obremenjen. V tistem delu sila ponavadi, ne vem, če mi skačemo, se tista sila v tistem predelu prav zabija v predel, kjer je ravna in bolj se začne zvijati, ker ta linija, kjer se začne zvijati, sam del hrbtenice, torej recimo da kifozo potem imamo, ledveno-križni predel je izravnan, kar je drugače zelo pogosto. Še posebej pri ljudeh, ko so recimo hitro zrasli, boste videli, da je velikokrat hrbtenica skoraj izravnana. Pač pri njih to ni zaradi, tudi drža lahko vpliva, ampak velikokrat v obdobju rasti pride do tega, da se enostavno kosti nimajo časa tako hitro razvijati, kako tudi mišice, vse ostalo, ko vse skupaj tako hitro raste in začnejo mišice vleči strukture in zaradi tega se začenja hrbtenica v bistvu izravnavati, ker tkiva ponavadi otroci, starši ne rečejo otrokom v tistih zgodnjih letih, da bi se morali večkrat težati, še posebej, ko recimo hitro rastejo, ker naše kosti bodo zrasle v takem primeru in veste, da v enem letu zrastejo po par 10 centimetrov lahko. In naša tkiva se ne folgajo, ne utegnejo raztegniti istočasno zraven in zaradi tega lahko pride do določenih sprememb.
hrbtenice in seveda tudi postavitve drugih sklepov. In zato je še takrat, še posebej v tistem obdobju rasti, izjemno pomembno, da skrbimo za to, da se dovolj raztegujemo, za to, da skrbimo tudi posledično za svojo držo. In pa, ker sem se ravno ene stvari spomnila, tisti, ko ste že starši ste vedno vzor svojim otrokom. Ko vas otroci vidijo, na kak način se vi držite, vi hodite, na kak način izgleda vaša drža, otroci to posnemajo. Oni so vaš copy-paste. In ko se boste kdaj zavzeli, ne vem, ko vidite kako mamico pa otroka, dajte pogledati, kako v bistvu hodita, pa recimo kako se en pa drug držita. In dostikrat boste videli, da je to res otrok je copy-paste staršev. Ali pa enega izmed staršev. Ponavadi na tistega, ki je celo še bolj navezan. Tako da, dajte tudi za svojo držo poskrbeti, ker ne samo nas, ima tudi vpliv na vse ostale. Ja, ok. Zdaj razumemo prvo točko, zakaj je pomembno, da je naša hrbtenica ima tiste naravne krivine. Spet omenjam, da tiste preveč izbočene krivine spet niso dobre. Do tega bomo prišli bolj naprej pri tretji točki. Pri drugi točki oziroma drugem dokazu imamo, da v osnovi je tudi že bilo večkrat dokazano, da najboljša drža so dinamična drža. Zdaj, če pogledamo, drža je na splošno dinamičen proces. In neka toga, trda, vzravnana, vojaška drža, če bi radi slišali, ki nam vsi reče, ja, moraš z računalnikom sedeti, cel čas poravnamo in pač v tem poziciji delati stvari, roko na srce, jaz vam čestitam, če ste vi lahko par ur za računalnikom posebej izravnani, ker, mislim, jaz ne moram biti. Pa kljub temu, da jačam mišice, da skrbim za držo, skrbim za vse ostalo, ampak vedno se prestavljam iz ene na drugo, pol sem zravnana, pol si stol zamenjam, pol malenkost stojim, zato ker tudi ne tam na podlagi dokazov gledam, ampak dajte pogledati z vidika sebe. Najlepši je, ko ste lahko malo v enem položaju, pa malo v drugem položaju, pa malo tu, pa malo tam, ker na tak način vas potem nič ne boli. In ko velikokrat spreminjate te svoje položaje, sedenja, stanja, dostikrat tudi stanja na mesto, ležanja, spanja, če lahko tako rečem, posledično potem nimate bolečin, ker se večkrat vmes obrnete, ker se večkrat vmes prestavite. In temu pravimo ta dinamična drža. In v osnovi je najboljš, tudi zato recimo v fazi, če govorimo o ergonomiji, svetujejo, da se dela kratke odmore vmes, da se delate na pol ure, 45 minut, da naredite bolj kratek odmor, se malenkost raztegnete, naredite par korakov, srčni utrip, da se malenkost pospeši, poveča. In zato, da se spravimo iz tiste rutine, kjer smo bili ven, da malo spremenimo tisto statiko, ki smo jo recimo imeli tekom sedenja. Tako da ni vedno nujno, da je pravilno sedenje na mestu tudi vedno najbolj idealno. Ampak o tem bomo več govorili marca, ko imamo dejansko temo ergonomije, kjer se bomo posvečali tudi tako ergonomiji na delovnem mestu, kakor tudi doma. Plus, bom rekla, tisti lepi toaleti, če lahko tako rečem, dvigovanja stvari in pač vseh teh stvari, plus treninga pa vsega, kaj vsaka delavnica do zdaj tudi zajema. Tako da, marec bo še zanimiv. Torej, to je bila druga stvar, da je drža vedno dinamična. Tretja stvar oziroma tretji dokaz, tretji dokaz, ki ga imamo pa je, da če se mi zelo izravnano, statično recimo tudi držimo, zdaj tudi, če se vi poravnate, pa probate biti v tem položaju v tem čas, čutite eno stvar. Čutite, da so določene mišične skupine izjemno napete, oziroma so rahlo smo v nelagodju. Recimo ta trenutek jaz čutim izjemno napete tele hrbtenične mišice zadaj, torej iztegovalke trupa. Ta trenutek čutim mišice med lopaticami, ker na silo vrečem ramena nazaj. Čutim tiste mišice gori na lopatici in pred spinato se podelajo rotacijo navzven. Čutim zadaj rahlo vrat. Kaj še čutimo? Čutimo razteg teh sprednjih mišic, pa aktiviramo centrifužne mišice. V glavnem, kaj želim povedati je, zdaj, če si vi predstavljate, da to držo vzdržujete par minut, par ur, je dejstvo, da bo prišlo do preobremenitev določenih mišičnih skupin. Ker če smo mi v eni poziciji cel čas,
poziciji, kjer je posledično, kot smo prej tudi omenjali, naša hrbtenica v večji meri dejansko izravnana, ni v teh lepih krivinah, ko bi morale v osnovi biti, je normalno, da so mišice na določenih predelih bolj napete kot druge. Zdaj pa, da bomo danes stvar malo bolj začinili, bomo šli v malo bolj konkretno razumevanje, zdaj, kje mišice so pa v osnovi, ne zgolj pri tej popolnoma izravnani drži, ampak na splošno življenju, katere mišice so bolj tiste, ki bi jih bilo potrebno bolj krepiti, pa katere so tiste mišice, ki pa bi jih bilo bolj sproščati ali pa raztezati med drugim tudi. Pa še enkrat omenim, sproščanje in raztezanje mišic ni enaka stvar. O tem smo že govorili v enem izmed naših predavanj, o mitu ali resnici, in to dvoje ni enako, tako da predlagam, da si pogledate tisti video posnetek od takrat. Je bil zelo zanimiv. In ja, gremo prvo čez mišice. Ok, ljudje grejo najrajši na masažo, če pogledamo iz tega vidika, lažje se vleči na mizo, da nas nekdo zmasira, ko pa trening narediti za veliko večino ljudi. Tudi tiste časi, ko imam jaz na masaži. Gremo zato prvo na mišice, ki jih je potrebno sproščati. Zdaj, če pogledamo vsakdanjega človeka, če pogledamo sebe recimo, kakšen poklic imate? Pa malo pomislite sami pri sebi, v kakšnih položajih ste največkrat, v kakšnih položajih ste večinoma svojega dneva. Pa pustimo spanje. Večinoma dneva, danes smo zelo veliko na mobilnih telefonih, ali pa, ko smo bili v šoli, smo bili za knjigo, ali pa recimo smo pisali, smo bili naslonjeni naprej. Potem smo v kuhinji, je treba nekaj skuhati, nekaj pripraviti, posodo pomiti, polijemo, recimo, v takih in drugačnih položajih. Glavnem, kaj želim povedati je, da karkoli v življenju počnemo naprej. Zelo, zelo malo stvari počnemo nazaj. V bistvu nazaj na način, da bi stvari recimo vlekli k sebi. Da bi stvari nekaj prijeli, povlekli k sebi in bi na tak način izvajali neko gibanje. Pač ja, tole gibanje je, ampak to je stvar komolca, to ni stvar hrbtnih mišic, ki bi naša ramena pomagala izravnati in potisniti nazaj. In roko na srce, koliko vaj, koliko česarkoli sploh mi delamo za tale predel, tam zadaj. Zelo malo. Zdaj tudi že malenkost vidite, katere mišice so tiste, ki jih je potrebno sproščati in katere krepiti. Torej mišice, vse tiste mišice, ko mi delamo v tem delu, je dejstvo, da jih je treba v večji meri sproščati. To so vse te mišice, ki so v sprednjem delu telesa. Tudi, recimo, če gremo čez par teh mišic. Torej, mišice, kot so prsne mišice, velika in mala prsna mišica v tem sprednjem predelu. Zdaj, glede na to, da mišica gre po tem celem prsnem predelu, takle na nadlahnico, je pač dejstvo, da ko je ta mišica napeta, bo nam med drugim tudi minimalna, pa bo ravno potiskala rahlo naprej. Potem v sprednjem delu, če se dotaknemo še ene druge mišice, je tale, v bistvu takle gre okoli ramena, to je mišica deltoideus, in največkrat so težavna tudi ta sprednja vlakna. Tale mišica, če si predstavljate, da gre od tu do tu, in če imamo tu eno elastiko, tale mišica, če se ta elastika recimo skrči, bi ta mišica naredila to. Kaj torej naredi? Naredi rahlo notranjo, torej tako rotacijo navznoter, ki mi čisto nič ne pomaga pri tem, da mi rabe ne bi izvračalo navznoter, tako kot nam jo večinoma. Plus dela seveda vse te gibe naprej. Kar pomeni, da bo ta mišica tu spredi ponavadi zelo močna, pa tudi zelo napeta. Kaj pa mišica, recimo, ki je na drugi strani? Zdaj, če ta mišica tu spredi, oziroma ta vlakna, te mišice so premočna, ta vlakna zadaj pa malo tipamo in smo tako, pa se tu zadaj ni dobene mišice, pomeni, da ta mišica zelo slabo okrepljena in jo je treba ojačati. In ko sta te dve mišice, če lahko rečemo v nesorazmerju, torej ta močnejša od tele zadaj, je dejstvo, da ta prevlada te mišice nam lahko spet pomaga pri tem, da se naša rama začenja obračati navznoter. Tako kot že tale mišica k temu pripomore, potem še tale čisto rahlo k temu pripomore, da se še malo to vse skupaj lepo potisne naprej. Ok. Zdaj pa imamo še ene druge hodičke, s katerimi nas ima velika večina težavo, iz vidika stresa, iz vidika napora, ker
vsak ima nek svoj obrambni mehanizem. Ko imamo določene roke na delo, ali pa ko se nekaj novega približuje, ali pa ko, ne vem, danes sem recimo plezala, če gremo plezati, plezamo neko težko smer, nam roke odpovedujejo in zdaj začnemo vlečno zgor in posledično, tale zgornji predel začne trpeti. Tale predel, torej, če se na stran obrnem, tale predel, zgornja vlakna trapeziusa, temu pravimo, tukaj si lahko to meso, v bistvu, ko si ga zelo lepo zagrabite v tem predelu, pa gre tako lepo v vrat, tule gor, v bistvu se pri zatilju, se pripenja tale mišica tudi. In tole meso, tule plus še ena mišica, ki je pravimo dvigovalka lopatica, ker dobesedno dviguje lopatico med drugim navzgor. Ti dve mišice sta ponavadi izjemno napeti, iz stila življenja, ki ga imamo dan danes, bom pa tudi tako rekla, ni zato sem dan danes. Te dve mišice sta čez celo življenje. Ne samo naše življenje, ampak tudi iz preteklih obdobij, ko ni bilo toliko stresa v življenju, ampak v življenju smo ljudje vedno bili v fazi fight or flight, torej boj ali beg. In nočemo, ko se naše telo pripravlja na nekaj, pač mi, naša tendija v mišicah, če lahko tako rečem, se tudi postavi v nek bojen položaj. In takrat se mišice aktivirajo. In pač zato se tudi naš tale predel aktivira. In se velikokrat čez dan aktivira. Ali pa celo ostane čez cel dan napet. Torej v nekem ukočenem položaju, če lahko tako rečem. In, kot ste že ugotovili, te mišice absolutno potrebno tako sproščati, kot raztegovati. Tole, pa tole smo zdaj ta trenutek ugotovili, da je potrebno sproščati in raztegovati. Zdaj pa prej, ker sem eno plezanje omenila, ker se vseeno v življenju srečamo z ljudmi, ko recimo ali plezajo, ali pa veliko nekih z lastno težo, kakih vaj delajo, ne vem, kakih pull-upov, kakih takih stvari, pride tu veliko tega vleka. In tu imamo pa ene dve mišice, takle velika hrbtna mišica, in rečemo tule zadnji, pa druga ena taka v slovenščini je okrogla mišica, če se ne motim, velika okrogla mišica, torej teres imajo, priznam latinski izraz, če ne bolj domačen. Glavnem, ti dve mišice pa sta zelo zanimivi mišici, ki izvajata zelo pomembne gibe, ampak edini minus, ki ga pa imate, da pri tistih ljudeh, ki sta res zelo močni, pa preobremenjeni, ker izvajajo ljudje določene gibe zelo pogosto. Pri plezanju recimo, teres imajo, to, ko sem imela tista okrogla mišica, to je glih ta glavna plezalna mišica. Zaradi teh gibov, ker se primemo za oprimek in povlečemo navzgor. In zakaj to omenjam? Da ti dve mišici, ko sta zelo napeti, dodatno zvračata ramo navznoter, ker izvajate tudi tole notranjo rotacijo v ramenskem odločju v sklepu. In zato jaz vedno priporočam, da ko govorimo o sproščanju, se preveri vedno tudi tale predel in se sprosti tudi tule, v primeru, da je karkoli napeto. Razmišljam, če še kaj zakaj za omeniti. Ne, to je to. Tako da, nujno sprostiti tudi tele mišice. Zdaj pa vas verjetno zanima, Mateja, ti da nam govoriš o dolžji tem zgornjem predelu. Pa dolžja v vseh ostalih predelih telesa. Če govorimo o sproščanju, je v večji meri tudi pomembno, da preverimo, kaj se dogaja z predelom stegenskih mišic, še posebej oziroma flektorja kolka, če lahko tako rečem, ker ogromno ljudi sedi in so tele mišice velikokrat skrajšane. Ni nujno, da so preobremenjene, ampak v večji deli so te mišice flektorji kolka, to pomeni, ko mi sedimo, torej, ko mi pač sedimo navzdol, so tele mišice, ki grejo tule od stegnenice do medenice navzgor, pač v skrajšanem položaju. Temu primerno ne smemo pozabiti teh mišic tudi raztezati. Potem mečne mišice so v večji meri velikokrat prenapete, to je absolutno treba spet sproščati. Veliko ljudi, ko recimo stoji, če si predstavljate to stopalo, pa da moje telo tule gor, veliko ljudi smuča. Kar pomeni, da smuča na način, da ima stopala, da dejansko stopalo, oziroma če je to naše stopalo, da sama težišče ne potuje lepo naravnost navzgor, ampak je velikokrat težišče rahlo pomaknjeno naprej. In posledično so spet določene mišične strukture po telesu, po liniji navzgor, spet ene bolj preobremenjene kot druge. Tako da, lahko se tudi ta trenutek postavite
In boste videli, recimo, če to naredimo, če se postavimo naravnost, da sem šla iz kamere, ampak to, da razumete, to je zdaj moj način, da sem naravnost postavljena. Zdaj pa kaj, če probate predstaviti, kaj se zgodi, če težišče postavite na prste naprej. Jaz recimo čutim povečan pritisk s tem predelom, ledveno-križnem predelu, plus, tule se mi kifoza poveča, oziroma tale predel se mi je povečal, zato ker mi pomaga v bistvu uravnavati to povečano krivino, zaradi tega, ker sem svojo težišče v stopali potisnila naprej. Če pa grem nazaj v svojo krivino, evo, to je recimo moja drža. Ne bom rekla, da je popolna drža, ker da ogromno naredi, če posebej pri meni v tem zgornjem predelu, ampak to da malo dobite občutek, da pri drži, ko govorimo o drži, niste tam v zgornjem predelu. Marsikaj, kar se dogaja v zgornjem predelu, še posebej v tem predelu, ko imajo ljudje tako držo, pa še ponavadi, ko delajo z računalnikom, delajo na tak način, da na pol ležijo v stolu. Mislim, da tu vam ne rabim razlagati, kje je napaka. Če vi ležite v stolu 5 minut, pa pol 5 minut lepo, pa 5 minut tu, pa 5 minut tu, pa 5 minut tu, okej, ne bom jezna, ampak ne pa res biti, če ste vi cel dan v tem položaju, jaz ne vem, kako lahko potem nekdo tak pričakuje, da potem tudi drža, zdaj ko prej ne bo takšna, kot je ta trenutek. Ne samo sedeča, ampak tudi stoječa, pa v vseh ostalih položajih. Tako da, veliko je odvisno od nas. Tudi drža, bom jaz rekla, velikokrat je stvar navade. Stvar logično ojačanja mišičnih skupin, zato da nas sploh lahko držijo naravnost in pa stvar tega, kolikokrat mi sami sebe opazimo, sami pri sebi opazimo, da se grdo in slabo držimo. Tudi to je velik pomen. Tako da zdaj ste videli, kaj težišče telesa naredi z mišicami, samo s tem, ko malo težišče damo naprej, ampak ko damo nazaj. Isto lahko pazite pri sedenju. Ko se daste nazaj, ko se naslonite, tu zelo lepo čutite aktivacijo trebušnih mišic, ker drugače se zlomite. Podobno je, ko se nagnete naprej. Spet povečana aktivacija specifičnih mišičnih skupin. To, da vam malo dam zamisliti, koliko je v bistvu drža res dinamičen proces. Ker mislite, čez celo življenje se nam to, kako se držimo, se prilagaja na podlagi gibov, ki jih delamo, pa na podlagi tega težišča. Pa seveda absolutno navad, kjer nam je udobno biti. Zdaj pa gremo na tisti bav predel. Torej, če boste imeli kakšna vprašanja, dajte tudi zapisati. Bom jaz pogledala, priznam, da nisem sproti gledala še, če bi karkoli bilo. Tule imamo dober večer, par pozdravov, evo super, ampak zdaj tudi vidim, da vprašanj ni bilo. Bomo šli zdaj direkt na mišice tiste, ko pa jih je v večji meri potrebno krepiti. Ko smo govorili o tej poziciji telesa s tem ter tja, v osnovi imamo ta glavni mišični skupini, če lahko tako rečemo. Ena ta glavna, o kateri smo prej že v sprednjem delu govorili, če je to treba raztezati, je dejstvo, da vse, kar je tule zadaj v tem predelu, je potrebno absolutno krepiti. Ker prej sem vam že rekla, v življenju vse počnemo naprej. Cel čas smo v tem sprednjem položaju, vse gibe delamo tule, večinoma dvigujemo tule navzgor. Koliko pa dejansko aktiviramo tale predel med lopaticami? Koliko dejansko aktiviramo karkoli tu? In zato je potrebno ukrepiti mišice, ki so v tem predelu. Zdaj, tisti, ko ste malo vešči anatomije, zato da se veste, o čem približno pogovarjamo, govorimo trenutno o mišicah, tako recimo o srednjih pa o spodnjih vlaknih trapeziusa, torej tele slovensko rečeno trapezaste mišice. Zdaj, te mišice sem vam jaz čisto vse pokazala znotraj delavnice, ko pride ven februarja, znotraj videoposnetka masaže, tako da veste, kje jih sploh iskati, pa najdete. Potem imamo ta druge, imamo pa romboide, torej med hrbtenico pa med lopaticami, imamo torej velika romboida major pa minor, ne me vprašati v slovenščini, kako se jim reče. V glavnem, te mišice pa tisto spodaj, kaj smo rekli, to sta dve mišični skupini v tistem predelu, ki jih je nujno potrebno krepiti. Zdaj, kot smo že v tem zadnjem predelu, bi jaz še absolutno dodala tiste mišice, ki pa izvajajo, torej, če so naša ramena nagnjena naprej, mi se potrebujemo nekaj, kar bo naše
lopatice, torej iz tega položaja potisnili zadnji skup, to so te dve mišice, o katerih sem zdaj pogovarjala. Zdaj pa rabimo še nekaj, kar bo naša ramena obrnili nazaj. Pač tudi sami, če probate pri sebi, če nam te ostale mišice vleče ramena, takle nam jih noter obrača, rabimo nekaj, kaj dela zunanjo rotacijo. Torej, rabimo mišice, ki obrnejo to ven. Glavne teh mišic, ko to izvajajo, tudi na treningu smo to delali, so pa tele mišice, ki so tule gor. So pa mišice, je pa mišica, torej v osnovi tudi med primarnih, je pa mišica infraspinatus. Plus logično tale predel, ko smo že prej govorili o zadnjih vlaknih deltaste mišice, ki jo je potrebno okrepiti, zato da se tale del malenkost umiri in sprosti. Torej, govorili smo, da je tule, gor na lopatice, pa tele mišice tu. Imamo pa tu zadnje na hrbtu še eno stvar. Eno stvar, ne vem, v glavnem, mišice se reče serratus anterior, ta mišica je pa pomembna, ker če imate, recimo pri sebi opažate, da imate chicken wing, doskrat rečemo, če imate špiček lopatice, oziroma tale rob lopatice, da tu takle na vrh obrnjen, da štrblina vzven, če lahko rečemo, oziroma slovenščini lahko rečemo štrbleča lopatica, je dejstvo, da je potrebno to mišico ojačati. Tudi vaja za to mišico delamo znotraj tele delavnice, ker veliko ljudi, itak razumem, da vas večina sploh ne ve, kje se to sploh nahaja, v tem predelu, drugače pa gre zadaj za podlopatico, pa se pripenja na njen medialni rob. V glavnem, vem, da to je preveč visoka anatomija že za delavnico, za čisti začetek, ampak pokrijemo v glavnem vse, to vam hočem povedati. Ok, zdaj, vse te mišice, ki so izjemno pomembne, ki so nasproti te mišice, ko so tu napete, smo omenili. Zdaj pa v januarski delavnici adio, torej bolečine v križu, smo delali pa trening za kor. Mišice, trebušne mišice, globoke trebušne mišice, če lahko rečem, tako od glavnih zunanjih rectusa, tako transversusa, tako globokih mišic, tistih, ko delajo rotacijo, oblikusu, v glavnem, vse te mišice so izjemno pomembne za to, da je naš kor stabilen, da je čvrst. In predno se sploh lotimo delati katerihkoli vaj, je trup vedno osnova. Močan trup je vedno osnova. In glih s tem namenom smo mi januarja začeli s tisto delavnico adio bolečine križev, ker želim, da vseeno, če imate bolečine ali jih nimate, da se naučite delati vaje, da si znate, da se jezik se mi plete, da si ojačate kor oziroma trup in temu primerno lahko štartate potem naprej v težje vaje, če se tako izrazim. Zato, zdaj, tisti, ki ste z mano že v teh delavnicah od januarja, imate že ojačen kor, če ste tisto res delali vsak dan, ker tista dnevna rutina, ko sem vam jo dala, je 25-30 minut od začetka do konca, ko smo trening skupaj naredili. Februarja to delavnico smo pa za trening naredili 20-25 minut, je malenkost skrajšati za tale zgornji predel. Tako da, zdaj boste lahko eno z drugim zelo lepo povezali, ker boste telo že veliko lepše čutili. Zelo bom vesela, če bom imela koga tule med vami se pojavil, če je že kdo mogoče naredil kak trening takrat v januarski delavnici, pa če je že opazil kakšne spremembe tudi. Ker, ja, to spremembe. Ker delam z mojimi in je res razlika, no, zato. Ok. Zadnji smo omenili, trup smo omenili, kaj še imamo v zgornjem predelu? V zgornjem predelu telesa je zadržal še izjemno pomemben vrat, ki smo ga že veliko vključevali v januarski delavnici, kako tudi zdaj pri skrivnosti svobodne drže. Torej pri februarski delavnici eno in drugo vključujemo, zato ker je potrebno ojačati mišice vratu. Mi smo cel dan ponavadi tu, ampak koliko pa mi ojačamo dejansko tale stranski odklon, tele mišice, ko delajo te gibe, tele mišice, ko delajo tele mišice, ko delajo rotacije. In tudi to smo delali in še bomo delali veliko več, ker je res potrebno več raztegovati mišic, tako vratu, kot se z ramen, bom rekla, kako tudi jačati. Zdaj še pogledam, da nisem kaj spustila. Seveda sem. Telesa, ki bi ga
nujno izpostavila, ker se ga včasih narobe razume za delanje vaj. Nujno je potrebno krepiti gluteusne mišice. Zdaj vem, večina ljudi se vas spomni na punce, ki delajo veliko preveč vaj za gluteusne mišice, ampak gluteusne mišice, če ne samo, da jih delate te vaje, zato ker imate tako lepo nit, ampak tudi z vidika drže, bom rekla, da so izjemno pomembne pri sami bolečini v ledveno-križnem predelu. O tem smo govorili, vem, da že januarja, tako malo, da dobite za občutek. Torej, če se postavite naravnost in ko vi aktivirate zadnjico, se vam dejansko poravna ledveno-križni predel. In ogromno ljudi, ko ima povečano ledveno krivino, ima v večjem delu, kot da nimajo gluteusnih mišic, prav na pol luknjo imajo noter. To govorim zato, ker imamo ogromno takih strank pred sebe na mizi, ki imajo bolečine v ledveno-križnem predelu in gluteusnih mišic sploh prav ne uporabljajo. Ne pri dobeni telesni aktivnosti, dejavnosti. In zato poudarjam, da dajte tu delati kakšne vaje za zadnjico, mi smo jih vključili znotraj januarske delavnice ponovno. Zdaj tudi vidite malo, tekom vsake delavnice dodamo nekaj več. Tako da, to je ideja vsega tega, da je kot en celosten sistem tega, kaj počnemo. Flukcijo na gluteusu imamo. Lopatice smo omenili, trup smo omenili, vladat smo naredili, posteorni del deltoidov smo tudi naredili, serratus, tisto mišico, ko lopatico vleče, smo omenjali, plus prej smo omenjali tisto težišče, ko se spomnite na stojalno, ko smo stali na mestu in potiskali težišče naprej in nazaj. V glavnem, izjemno pomembno je, da so naši gležnji dovolj stabilni, tako da ne pozabi tudi delati kakih stabilizacijskih vaj za naše gležnje. Ker tu izjemnega pomena prvič, da so vse mišice okrog gležnja, ki potem logično grejo na vzgor mečne mišice, če lahko tako rečem, so izjemno pomembne, da so tu dovolj ojačane, kako tudi dovolj sproščene in raztezane. In to je pa treba zdaj na vsakega posameznika prilagaja tudi, kaj kdo rab. Pa ne še stopalo, zdaj mogoče sem vam prej tudi tako omenila, stopalo ni samo naprej nazaj, stopalo je v različne smeri, pa porušen stopalni lok, pa zunanji stopalni lok, bolečina oziroma prevelika preobremenitev na mezdinčevi strani, na palčevi strani, eni hodijo samo po prstih, eni sploh prsto recimo sploh jih ne uporabljajo, če govorimo, sploh ko grejo jih sploh, palca sploh ne stisnejo v podlago, da bi zagrabili, ko stopijo. In veliko se da še narediti v tej smeri, zato da se tudi te stvari primerno ojačajo. To za občutek. Jaz sem izčrpala svoje zapiske. Šla sem čez celotno tematiko, tako da na tem mestu vam bom rekla, da upam, da zdaj ta trenutek razumete mit, ki smo ga omenili v začetku, da je popolnoma ravna drža najboljša drža, to ni res. Popolnoma ravna drža ni nikoli najboljša drža, ampak drža je dinamičen proces. To je proces in moja drža je drugačna od vaše drže. Naše drže so vse med sabo zelo različne. In ne bom rekla, da je ena drža, ki je pravilna za vse. Nikoli ni bila. Mi imamo zelo različne telesne konstitucije in težko rečemo, da bo zdaj ena drža ustrezala vsem. Ne. Ampak lahko pa vsi delamo na tem, da jačamo najbolj pomembne mišične strukture, ki potem izboljšujejo tisto držo, oziroma ne samo tisto držo, izboljšujejo pa zmanjšujejo bolečine, ki pa nastajajo zaradi drže, v kateri ste večino dneva.